Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli v svetu umetnosti in kulture. V Pokrajinskem muzeju Maribor so na ogled skulpture bratov Štravb. Nekatere hrani muzej v povezavi z Münchenskim nacionalnim muzejem, pa je tokrat v Sloveniji na ogled tudi skulptura brata Janeza Krstnika Štravba. Tako so po dolgem času in na enem mestu na ogled baročne skulpture kar treh bratov, ki so zaznamovali baročno umetnost na Bavarskem in tudi pri nas na Štajerskem. Družina Štravb je bila po rodu iz Wiesensteiga v Nemčiji, kjer je imel delavnico oče Janez Jurij Štravb. Njegovo delo je nadaljevalo 5 sinov. Izbrana dela 3 od njih so vključena tudi v tokratno razstavo, ki je nastala v sodelovanju z Bavarskim nacionalnim muzejem. Sama ideja je seveda bila pripeljati družino Štravb na eno mesto, če figurativno od takrat, ko so bili položeni v skupno zibko na Württemberškem, so sedaj deloma spet zbrani skupaj. Filip Jakob, Janez Krstnik in pa Jožef Štravb so tokrat obok enemu ob drugem in je pravzaprav moč videti tudi samo slogovno primerjavo med samimi brati. Kot je znano, družino Štravb uvrščamo tudi med eno najpomembnejših baročnih družin, kiparskih družin 18. stoletja na območju Srednje Evrope. Munich was a very important center for the Rococo sculpture, and he was a central figure in the middle of the 18th century, and almost all the other great artists of the 18th century were his pupils, were in his workshops, like Ignaz Günther, also the famous Messerschmitt, who was also his nephew, spent some time in his workshop. Z Bavarske je prišel tudi Jožef Štravb. V Ljubljani je takrat imel vodilno vlogo znameniti Francesco Roba. Jožef Štravb pa je v 40 letih 18. stoletja svoje mesto našel prav v Mariboru, kjer je postal vodilni baročni kipar na Štajerskem. Jožef Štravb velja vsekakor za najpomembnejšega baročnega kiparja na Štajerskem. Z svojimi deli je izjemno močno zaznamoval naše okolje. Svojo kariero pa je nekako začel v Ljubljani, nato pa se je preselil v Maribor, kjer je leta 1743 postavil osrednji spomenik, mestni spomenik, to je kužno znamenje, ki ga vsi poznamo. Drugače pa so njegova dela ohranjena v nekaterih cerkvah, tukaj na območju Slovenije, pa tudi na Hrvaškem. Med najpomembnejša dela pa vsekakor sodijo figure z visokega oltarja, cerkve na Studencih, ki jih hrani Pokrajinski muzej v Mariboru. V Mariboru se je Jožef Štravb tudi poročil in ustanovil svojo delavnico. Naročnike pa je našel predvsem med podsvetnimi in cerkvenimi naročniki v Mariboru in njegovi okolici. Najbolj se je morda uveljavil s svojimi oltarnimi plastikami, torej z kipi iz lipovega lesa, ki so krasili oltarje po mariborskih in drugih cerkvah tukaj v okolici. Sicer pa je se izučil tudi klesanja v kamnu, tako da najdemo nekaj pomembnih spomenikov tudi izdelanih iz peščenjaka. Predvsem lahko omenimo kužno znamenje v Mariboru in nekatere druge kipe, recimo več kipov svetega Janeza Nepomuka je ustvaril. To je bil takrat zavetnik proti poplavam, zelo čaščen in seveda so kiparji imeli veliko naročil prav z izvajanjem teh takrat priljubljenih svetnikov. Jožefov starejši brat Janez Krstnik je delal kot dvorni kipar v Münchnu. Njegovo skulpturo Marije z detetom, ki jo je izklesal leta 1759, hrani Bavarski muzej. V okviru razstave pa jo lahko prvič vidimo tudi v Mariboru. So this was a version that marked his house in Munich, and it's very typical for his way of working, as it's very delicate, the angels detached from the ground, so it's also very fragile work, and we actually had never landed. It's the first time it goes on alone outside the museum, but we wanted to support the Maribor Museum in this very special idea to reunite the works of the brothers, and so we made an exception, otherwise this work could not travel because it's so fragile. Skulptura, ki zrcali vse značilnosti ustvarjanja Janeza Krstnika Štravba, velja za njegovo reprezentativno delo. It has suffered a lot because it had been
on the outside in a house, open to the street, to the wind, to the rain. And so the surface has suffered quite a lot before it entered the museum 60 years ago. Vsi bratje so se najbrž učili v očetovi delavnici na Bavarskem, delovali pa so v različnih mestih. Filip Jakob Štravp je prevzel delavnico v Gracu, pripisano pa so mu tudi nekatera dela v Jarenini, na Ptuju, v Dornavi in Malečniku. Dela Filipa Jakoba hrani tudi Mariborski muzej. Od tega imamo 2 jezdeca, ki jih je temu avtorju pripisal dr. Sergej Vrišer. On se je tudi intenzivno ukvarjal z kipi obeh umetnikov in seveda predstavljajo v naši zbirki osrednja kiparska dela. Največ podobnosti mogoče ravno med Filipom Jakobom in pa Jožefom. Tako, če bi malo posplošili, bi lahko rekli, da Jožef velja za najbolj dramatičnega med 3 brati. Torej, njegove figure so mogoče imajo najmanj poudarka na eleganci, ampak bolj na teatraličnem učinku, dramatičnem učinku, ekspresivne so, nekatere poteze so bolj ekspresivno izdelane, recimo roke, globoko vrezane oči, tako da je Jožef pravzaprav zelo dobro prepoznaven med vsemi brati. Seveda pa podobne slogovne značilnosti najdemo tudi pri drugih. Projekt Evropa v muzeju, Muzej v Evropi, poleg izmenjave in migracij muzeali, spodbuja še pretok znanja. Tako razstavo kipov bratov Štravp spremljajo še predavanja kustosa iz Bavarskega muzeja in predavanje Polone Vidmar o pomenu Štravbovih kipov na Štajerskem. Muzejske predmete iz tujih muzejev vključujemo v kontekst naših razstavnih prostorov oziroma naših zbirk. S tem pokažemo, da naše zbirke sodijo v nek širši evropski prostor in so del tega prostora. Saj, če pogledamo 18. stoletje, je dežela Štajerska bila del skupne avstrijske monarhije, ki se je takrat razprostirala malo da ne po celi srednji Evropi, tako da gre za nek skupen evropski habitus, ki se na nek način odraža tudi danes. Da je balet univerzum božanske lepote in čutnosti, meni baletna plesalka in koreografinja Valentina Turku. Minuli petek je na mariborski baletni oder postavila brezčasno in tragično zgodbo o 2 ljubimcih, Romeu in Juliji. Gre za njen avtorski koncept na glasbo Sergeja Prokofjeva in pod dirigentsko taktirko Alekseja Baklana. Romeo in Julija. Zgodba 2 usodno sprtih družin, Montegov in Capuletov, ki so zaznamovani z močjo, krutostjo in z nenehno igro moči. Valentina Turku v renesansi Shakespearovega besedila vidi idealen čas in prostor za vizualni in glasbeni koncept onkraj konvencionalnosti. Stremi k baletu kot umetniškemu izrazu na najvišji ravni gledališke estetike, z Romeom in Julijo išče telesno popolnost in čutnost. Biti izviren morda v tem je najti neko sodobno dinamiko v baletnem gibu, v klasični baletni predstavi najti intenziteto emocij, ki spremljajo te karakterje, v eni scenografiji, ki je brezčasna, ki nima pridiha preteklosti, niti ne nekega futurizma, ker iščem, da baletna predstava dobi prepričljivost. Koncept uprizoritve ohranja portret večne ljubezni, žrtvovane zaradi sovraštva okolja. Koreografini Valentini Turku, Prokofjeva glasba in Shakespearova drama predstavljata idealni sopotnici za uresničitev vizije zmanjševanja glasbenih in dramaturških okraskov, a hkrati iskanja celovitosti bistva same zgodbe. Meni osebno je bilo pomembno, da preberem ta tekst res tako, kot ga je Shakespeare napisal, da res slišim, trudim se slišati to vsako noto pri Sergeju Prokofjevu, ki mu ni konca. Ta izziv dela na Prokofjevem baletu je prosto neskončen.
V vlogi Julije nastopa Katarina de Meneses, ki je del mariborskega baletnega ansambla že 5. sezono. Romeo je prvi solist Anton Bogov. Z vlogo se je prvič spopadal pred 17 leti. Takrat so v Mariboru drugič uprizorili omenjeni balet, svojo prvo postavitev pa je doživel leta 1972. Vloga je sigurna, pred 17 leti sem jo drugače predstavljal sebe, tudi drugače je odplesal to vlogo. Da mogoče bolj dramatuško se posvečam tej vlogi, bolj delam na izrazu. For me, the hardest part are actually the easiest steps. Valentina made it very neoclassic and a lot of difficult things, but the simplest ones are somehow the hardest to make pretty. Izbira plesalcev pri meni poteka na dveh nivojih. En je popolnoma intuitiven in en seveda iz poznavanja teh ljudi. Toliko let sodelujemo skupaj in meni je jasno, kdo je, kaj in zakaj. Zdi se, da je cast, s katerim delam absolutno, da je to. Da to je enostavno zlitje moje vizije za temi plesalci, z njihovimi talenti, z njihovo lepoto, z natančnostjo, z kostumi, lučjo, z vsem, z izraznostjo, z eno absolutno zaupanje. Prokofjevo glasbo za balet Romeo in Julija odlikuje natančna partitura in zaporedje dogodkov Shakespearove tragedije. Skladatelj jo je spisal leta 1934 po naročilu gledališča Kirov v takratnem Leningradu. A ker je vodstvo gledališča dvomilo, da je v baletu mogoče prikazati tovrstne psihološke momente, je projekt opustilo. Balet je praizvedbo doživel 4 leta kasneje. Klasični balet obožujem, ga globoko spoštujem in gledam na to kot eno vrhunsko estetiko in eno disciplino, ki je prosto božanska lepota. Zdaj, to božansko lepoto uskladiti z eno silno, prizemljeno, na momente brutalno zgodbo. Meni je bil izziv pripeljati to sodobnost, intenziteto in na nek način enostavnost v klasični balet. Baletna ustvarjalka Valentina Turku ob boku z dovršeno in tehnično zahtevno glasbo Sergeja Prokofjeva kot baletna skladateljica v vsakem liku posebej oblikuje vlogo. Navdih črpa iz ikonografskih renesančnih slik in arhitekture. Ljudje z okvaro sluha so v slišeči družbi postavljeni na rob. Velikokrat so tudi tarča predsodkov. Prvi mednarodni festival plesa gluhih pa dokazuje, da ljudje, ki ne slišijo, glasbo na prav poseben način občutijo in lahko tudi plešejo.
Heartbeat Hears the Beat je pravzaprav večplastna platforma Centra plesa, ki jo sestavljajo dvodnevni festival plesa gluhih s plesnimi predstavami v Lutkovnem gledališču Maribor, mednarodna plesna izmenjava s srbskimi, hrvaškimi in slovenskimi gluhimi in slišečimi plesalci, delavnica znakovnega jezika za dojenčke in malčke in tudi koncert gluhih francoskih glasbenikov Mur du Son pod okriljem MKC-a. Na plesni izmenjavi in delavnicah plesa so udeleženci lahko plesali flamenko, sodobni ples in hip-hop in jasno dokazovali, da gluhota ne preprečuje občutenja glasbe in plesa. Hkrati pa so delavnice pomenile tudi korak bliže k spoznavanju in dojemanju plesalcev, ki slišijo in tistih, katerih sluh je prizadet. S plesom se ukvarjam skoraj že 2 leti, ampak ne tako aktivno kot profesionalni plesalci. Samo bolj, ko gre v okviru za kakšen festival, takrat se pa pripravljam. Zame kot gluho plesalko ples pomeni nekaj novega. Večinoma se ukvarjam z gledališčem in pantomimo, ampak ples je bila še od mojih mladostnih let velika strast. Glede na to, da ne slišim glasbe, je potrebno, da nekako odjašate, da je že nižji bas, da se čuti, da tiste vibracije, da čutim, takrat vem, da je. Glede na to, da imamo klišeše, učitelje plesov in oni so zelo požrtvovalni, da nam približajo njihovo tehniko poučevanja, kot so bili navajeni pri klišeših. Prva sem bil zelo prestrašen, moram priznati, nisem vedel, kako bo stvar potekala, ampak po prvem treningu, ko smo z plesalci šli skozi, pa sem videl, da bo ful super stvar. Tako da sem se, po 15 minutah z njimi začel normalno sporazumevati, nekaj so me oni naučili, nekaj jaz njih, v hip-hop svetu komunicirati, tako da smo se ujeli kar z mahanjem, kriljenjem, smo se tako poklopili. Zelo me je zanimalo, spet nova izkušnja, nova znanja, nova prijateljstva. Zelo je zanimiva, ker se tudi mi učimo mednarodnega znakovnega jezika in se probamo s tem povezati z gluhimi. Osrednje dogajanje platforme se je zgostilo v nedeljo in ponedeljek, ko se je v 2 večerih zvrstilo kar 7 koreografsko zelo raznolikih predstav. Na delavnicah so nas naučili osnovnih gibov in kako se vživeti v plesno tehniko, kako svoje življenjske izkušnje uporabiti pri plesu. V predstavi 9 mesecev in 10 minut smo razen plesnih tehnik uporabili tudi poezijo v znakovnem jeziku. To je težko razumeti, to ni znakovni jezik, tudi poezija ni, tudi mimika ni. To je kombinacija vsega z tega. U ovoj predstavi, u delu predstave zapravo, su gluve i nagluve osobe i momak koji je slabovid, ali mi dodatno radimo i sa korisnicima kolica. I ja ozbiljno verujem u to da smo svi plesači, samo je poenta koliko ko želi da da i koliko ko je spreman da se upusti u nešto. Prvo na početku smo vežbali mnogo godinama unazad i svi zajedno smo radili, imali radionice sa sve osobe zajedno i onda smo imali prezentaciju i osjećaj koji smo davanja ljudima je bio fantastičan, na kraju smo bili zadovoljni i opušteni. Ja osjećam vibracije unutra i imam neku potrebu da se pokrećem, da meni bude jasno kako koreografija ide i kako, i mogu da je razvijam naravno dalje. Fantastično prate, kako ne prate igrači koji čuju. Čak sam par puta ja bila, moram priznati, iznenađena, iako radimo dosta dugo, ja bila iznenađena kako
spontane promjene u muzici se dogode i promjena se dogodi i kod igrača koji ne čuje. Tudi slišeče plesalce nagovarja tišina. Tako je plesalka Katarina Barbara Kavčič z zasnovo plesne predstave Translation, prevodi, s plesalci jasno izrisovala atmosfero giba v tišini in z glasbeno spremljavo. Meni se zdi neverjetno fantastično, kako imajo izostrene druge čute, kako se znajo čutiti med sabo in kako opazujejo stvari na odru, ker tak tudi delujejo, tak deluje koreografija za opazovanje. Mislim, da tega ljudje, ki slišajo, nimamo toliko, ker se vsekakor nekako oziramo na glasbo, ker je vseeno najlažje, tako da potem postane tisto odnos med ljudmi na odru malo, ne vem, ni tako globok, ko ga imajo oni, ko se vseeno morajo bolj čutiti kot mi. Tehnološki objekti in podaljški, popkulturno podobotvorje. Da bo bodoča evolucija človeštva intimno povezana s tehnologijami v razvoju, je v oktobru v mariborski Kibli opozarjala razstava Roboti in avatarji. Odprtokodni mednarodni festival Kiblix bo jutri v svojem drugem delu z odprtjem razstav v Slovenj Gradcu in Mariboru ponudil tudi nezavedno v umetnosti, znanosti in tehnologiji. Vojne memov, medijske in informacijske vojne so postale del razprav tudi na področju novih tehnologij. Že kanadski medijski teoretik McLuhan je v minulem stoletju napovedal, da se tretja svetovna vojna ne bo bojevala s klasičnim orožjem, bo informacijska vojna. Bodoče spremembe v človeški vrsti naj bi namreč v prihodnosti težko razlikovali od tehnologije. We are already living in the future. And the next step will be a big change in society because we're still kind of stuck to this idea of property. There won't be the concept of download information because everything will be available anywhere, anytime. But in the future, I think we'll probably, like Nova, will start to move into the virtual world as a place to not only to play, but to socialize and to work. You should be so much caring about what are people doing with technology, but yes, what are countries doing with technology. Sodobna znanost in tehnologija namreč ustvarjata tudi orožja prihodnosti, s katerimi človeštvo ne bije klasične vojne. Gre za neokortikalno vojskovanje, za vodenje psihološke, psihotronske ali psihoenergijske vojne. Sodobno bojišče postaja nasičeno z elektronskimi sredstvi, ob tem pa ostaja varnost naših misli in našega uma, kljub znanstvenemu spoznanju, da je človek elektrokemično bitje, področje, kjer še nismo zaščiteni. With the robotic side, one of the main problems is the military use of robotics, which we all hear on the news about the different types of robotics in warfare and in relationship to attacking other countries. But apart from that, there's also problems with policing. So the police are increasingly using robots. And certainly in my country, in the UK, the police are now using flying robot drones to find people. And that's got problems for privacy and dignity and personal freedom and liberty. Države kot so ZDA, Kitajska in Rusija to nevarnost že danes vidijo kot resno težavo, hkrati pa kot priložnost za nadvlado. Usmerjajo se v raziskave tehnologij, ki vključujejo Digitalne identitete prihodnosti se že oblikujejo tudi znotraj koncepta konvergentnih tehnologij, nano- in biotehnologije, informacijskih in kognitivnih tehnologij. What was called artificial intelligence in the 80s and 70s is just standard programming now. So we've got artificial intelligence in everything, in your refrigerator, in your clock. So with everything being controlled by these AI programs, it's only a matter of time before there's hackers all the time. America's being hacked constantly. S terorističnimi napadi na Ameriko 11. septembra 2001 se je začela globalna doba negotovosti, ko se lahko v svetu zgodi karkoli, kadarkoli. Tudi McLuhan je že pred desetletji futuristično napovedoval globalne medijske tehnologije, ki bodo svet spremenile v globalno vas. Da lahko tehnologije tudi povezujejo ljudi vseh kultur, dokazuje oblikovanje elektronskega človeka.
Gre za globalni performans italijanskih umetnikov, kjer z matrično črtno kodo in preko mobilnega telefona posredujemo digitalni dražljaj. Spoštovani, hvala za pozornost in nasvidenje.